Citroen je izbral zanimivo strategijo. Za množice bo sedaj ponujal modele, ki imajo na začetku imena črko C. Za tiste, ki želijo nekaj posebnega, pa modele DS. No, DS4 pripelje malo kasneje, tole pa je čisto novi C4. V nekaterih barvah se zdi nova oblika kar preveč zadržana za znamko, ki je nekoč z vsakim modelom povzročila burne odzive. No, takšen pa moram reči, da maska deluje kar prepričljivo in z velikim znakom lepo kaže, čigava je. Bok in zadek sta bistveno manj prepoznavna in kažeta, da je v novem C4 veliko uporabnega prostora. Res ga je. Spredaj se sedi udobno, zadaj prav tako, velik pa je tudi prtljažni prostor, zato družinam ne bi smelo nič manjkati. V vratih je velik prostor za veliko plastenko, da res ne boste ženi na dolgih poteh. In potem je tukaj še veliko prostorov, kamor lahko odložite ali celo skrijete svoje drobnarije. Z vsem tem C4 res navduši. Najbolj zanimivi del pa še pride. No, tukaj si lahko spremenite opozorilne zvoke, ki zvenijo tako kot včasih v mobilnih telefonih, večglasno. Običajno pa zvenijo takole. No, in ki so tega naveličate, seveda lahko potem izberete drugega. Po 2 minutah vam že ta najeda, zato greste naprej in izberete spet tretjega. No, za konec pa potem še džungla. No, ne spremeni pa se le zvok za smerokaze, spremeni se tudi zvok za varnostni pas, za odprta vrata. Pa naj še kdo reče, da Citroen ni poseben. Tudi na cesti se pozna napredek, saj se avtomobil obnaša zelo suvereno. Sicer ima prevelik volanski obroč, na katerem pa je kar dober občutek. Podvozje je dovolj udobno za dolge poti in slabše ceste, sicer pa je C4 prav lepo predvidljiv in lepo sledi ovinkom. Tole je različica EHDI, ki naj bi bila najbolj varčna med vsemi. Tovarna obljublja celo poprečno porabo 4,4 litra na 100 km, no, meni pa je vseeno porabil 6 litrov na 100 prevoženih kilometrov, kar sicer ni veliko, ampak konkurenca tu dosega bistveno boljše vrednosti. Ugašanje na semaforjih je sicer fina zadeva, sploh pri C4, kjer se to zgodi še preden se popolnoma ustavite. Včasih pa je prav nadležno, sploh če stojite v koloni in pogosto speljujete, zato ga lahko tudi izklopite. Žal pa v tej kombinaciji lahko dobite le tale robotiziran menjalnik, ki nikakor ne navduši. Prestavlja tako počasi, da boste včasih mislili, da je sploh pozabil prestaviti. Če malo bolj konkretno pospešujete, pa se boste prav fino naučili kimati. No, najbolj grozno pa je, ko stojite v koloni in se počasi premikate in ustavljate. Večina bo mislila, da ne znate voziti, ker bo avtomobil tako cukal. Edini rešitvi sta, da lepo sami ročno prestavljate sistema vzvodoma in ste res zelo nežni na plino. Če se večinoma vozite po avtocestah, pa vas vse to ne bo prav nič motilo. Takšen C4 z nekaj dodatne opreme stane 22 000 evrov in je lahko z izbiro pravega motorja in menjalnika res prijeten za vožnjo. In ko si ga podrobno ogledate, ugotovite, da je še vedno nekaj posebnega, v dobrem in slabem.